Trg Lemberg v občini Šmarje pri Jelšah skupaj z drugimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki dopolnjuje celostno dediščino tega območja. Velja za enega najbolje ohranjenih srednjeveških trgov na Slovenskem. Stisnjen je v ozko dolinico, skozi katero teče potok Lemberžica, ob njem pa se vije nekdanja pomembna trgovska in fevdalna pot, ki je nekoč povezovala južni in vzhodni del Štajerske. Že v srednjem veku je trg slovel po svojih znamenitih sejmih, ki so bili živi nepretrgoma 500 let. V središču trga je trška hiša Rotovž, ob njej pa sramotilni steber. Skozi zgodovino Lemberga nas bo popeljala doktorica Marja Lorenčak-Kiker, umetnostna zgodovinarka in muzealka, ki je svoje življenjsko delo posvetila raziskovanju Lemberga, svojega rojstnega kraja. Je avtorica muzeja na Rotovžu v Lembergu, v katerem je zbrala redke zgodovinske predmete, ki pričajo o bogati zgodovini tega kraja. Lemberg se je nekoč imenoval Deželno-knežji trg in njegovi začetki segajo v prva stoletja prejšnjega tisočletja. Če se vrnemo nazaj v preteklost, v 12. stoletje, v začetku 12. stoletja, ko pridejo na lemberški grad žovneški gospodje in so tukaj gospodovali na tem gradu in na tem fevdalnem posestvu dobrih 150 let, so se med tem časom tudi imenovali gospodje lemberški. Takrat je v bistvu sam trg in kraj pridobil na pomembnosti. Pa še ena pomembna stvar se je zgodila, pravzaprav naravna. Skozi Lemberg je potekala pomembna fevdalna deželna cesta, ki je povezovala severne in pa južne pokrajine, takratne Štajerske. Prav ta pomembnost te tranzitne in pa deželne ceste je pomagal samemu kraju, da so se v Lembergu naselili obrtniki, ki so potem tukaj stalno živeli in svojo obrt razvijali. Lemberg je znan torej, v zgodovini po svoji slavi in moči, torej bogastvo, ki ga je nekoč posedoval. In če si Lemberg predstavljamo pol tisočletja nazaj, pa rečemo okrog 1450 ali pa konec 15. stoletja, takrat, ko je bil Lemberg dejansko na višku. Takrat so tudi v Lembergu še gospodarili vitezi, se pravi celjski vazali ali pa celjski zakupniki. To so bili vitezi, ki so prisegli večno zvestobo celjskim grofom. Torej nekako je bil ta Lemberg ves čas pod okriljem, pod varovanjem Celjanov. Menda tudi zato, ker so Celjani, ker so torej gospodje žovneški, ki so se tudi imenovali lemberški gospodje, leta 1371 dobili listino, v kateri je kralj Ludvik I potrdil njihov grofovski naslov in to samo na posesti lemberške gospoščine. Ko obstaja ta srednjeveška konfiguracija hiš, srednjeveški položaj, v principu, kakor je sam trg tudi nastajal. In geografske danosti mu ne dovolijo in mu niso dovolili, da bi se razvil v širše, da bi razvil kakšne druge trške ulice. Zato ima samo eno trško ulico in se imenuje pač strokovno obcestni trg. Ima obliko obcestnega trga, ki ga navadno začnejo ali pa v bistvu pri vhodu v trg pozdravijo recimo kapelica ali pa kakšna drugo pomembno znamenje in na koncu trga je pa navadno cerkev. In cerkev, okrog katerega je tudi pokopališče. Cerkev svetega Nikolaja ali svetega Miklavža so zgradili v drugi polovici 15. stoletja in to je bila v začetku župnijska cerkev. Cerkev je bila zgrajena v preprostem gotskem slogu, z gotskim prezbiterijem, ravnim lesenim stropom in mogočnim zvonikom. Potem pa se je skozi stoletja
do baročnega časa tudi precej spreminjala. V začetku 18. stoletja je bil odstranjen lesen strop in bila je prizidana kapela svetega Florijana. Svetega Florijana pa tudi zato, kajti Florijan je zavetnik ognja, zavetnik požarov. Lemberg bi naj bil že dvakrat pogorel in to že pred letom 1740. Zato so nekako težili, torej imeli željo, da bi dobili tudi zavetnika proti požarom. Glede še samo kiparske opreme, tukaj pred nami je glavni oltar svetega Miklavža. Delavnica je definirana kot štajerska delavnica, zgrajena je torej postavljena v solidnem baročnem slogu. Nekdanja župnijska, danes podružnična cerkev v Lembergu je posvečena svetemu Miklavžu. Na griču nad trgom pa stoji cerkev svetega Pankracija, ki v svoji bližini varuje gradišče enega izmed 7 legendarnih lemberških gradov, kjer so nekoč živeli žovneško-lemberški gospodje. Cerkev svetega Pankracija je bila sprva dvorna cerkev, dvorna kapela, v kateri so pokopavali lemberške gospode in pa pozneje tudi duhovščino. Omenjena je v 13. stoletju, okrog 1262, vendar po zadnjih prenovah pred nekaj leti je ugotovljeno, torej so dokazi, da je cerkev obstajala že prej, da je najbrž romanska in je nastala hkrati tudi z lemberškim gradom. To računamo nekje, domnevamo pa, da nekje v 12. stoletju. Že zelo zgodaj, v začetku 14. stoletja, je postala vikariatna cerkev, je imela svojega duhovnika, ki je tukaj maševal tudi za Tržane. Cerkev je bila v prvi polovici, torej polovici 18. stoletja, temeljito predelana in je dobila dve stranski kapeli, Marijino kapelo, Marijina kapela Sedem žalosti in pa Martinovo kapelo. Zunanjščina je bila pred nekaj leti obnovljena, je rešena, torej zunanjščina je rešena, notranjost pa je v srhljivem stanju in nezadržno propada. Od cerkve so ohranjeni nekateri gotski detajli, tako kot gotska vrata, potem najdeni so bili gotski slopi, potem gotski kapiteli in to označuje cerkev tudi nekako v veliko starost. Kripta, v kateri so nekoč počivali grajski gospodje, je bila že pred drugo svetovno vojno oskrunjena. Med drugo svetovno vojno pa so jo celo oskrunili še nemški vojaki, ker so pač mislili, da bodo v tem grobu, v tej kripti našli določene dragocenosti. Žal so takrat uničili velik kamnit vhod, torej kamen, ki leži na sredini cerkve. Kamen je počil in je poškodovan. Torej v kripto se gre iz sredine cerkve, v katero vodi 16 kamnitih stopnic. Rotovž je izjemno pomembna stavba za trg Lemberg in pa tudi za ostalo okolico, pravzaprav topografsko območje tega prostora. Že verjetno v začetku 15. stoletja je ta stavba obstajala, kar nam dokazujejo nekateri arhitekturni artefakti, ki smo jih našli pred samo prenovo Rotovža okrog leta 2010. V tej stavbi se je nahajalo prvo sodišče na Spodnjem Štajerskem. In to veljavo in ta sloves in pa to funkcijo je Rotovž in pa sam kraj obdržal vse do prve polovice 19. stoletja, torej vse nekako do Metternichovih sprememb in reform, ko so se fevdalna središča pravzaprav ukinila in so se potem pojavila nova okrožna sodišča.
Takrat, v tistem času, je Lemberg dejansko izgubil svojo veljavo, izgubil je moč, ker je izgubil sodnika in funkcijo. In to je bil čas nekako med 1820 in do ustanovitve nove občine leta 1883 je v Lembergu bil nekakšen mrtvi čas, v katerem je Lemberg izgubil glavnino vseh pomembnih funkcij, ki jih je imel v preteklosti. Roka pravice je simbol svobodnega trgovanja in pa sodstva. In nekateri viri pričajo, da je ta roka pravice bila celo pozlačena ali celo zlata, kar napeljuje na dobre odnose med cesarstvom in pa samim Lembergom. V nekih zapisih sem zasledila, da so Lemberžani, torej sodnik lemberški, da je imel v Gradcu svojega odvetnika, kateremu je pošiljal pisma v zvezi s vprašanji cesarju. In to je bilo tudi zelo redko, kajti Lemberg je bil dovolj premožen, da je lahko tega odvetnika tudi plačeval. Če odvetnika niso plačevali, tudi niso mogli dobiti odgovora od cesarja. Posledično temu je Lemberg prejel 8 cesarskih listin in to od 5 različnih cesarjev. Prvi je bil, kakor sem že omenila, kralj Maksimilijan I. in zadnji cesar, ki je podelil listino Lembergu 1792, je bil Franc Jožef I. In te listine o svobodnem trgovanju so v Lembergu s pridom in zelo dobro izkoriščali. Za te pravice so se borili, čeprav so dotični kraji in pa določeni trgovci temu začeli nasprotovati tam v 17. 18. stoletju, vendar Lemberžani so vedno ponovno dobili cesarsko potrditev za svoje samostojno delovanje. In zdaj, ko sedimo tukaj in se pogovarjamo na Rotovžu, na Rotovžu je zdaj že dobrih 10 let lokalni zgodovinski muzej, v katerem so zbrani avtentični obrtniški predmeti, katere so nekoč uporabljali ali pa se z njimi ukvarjali lemberški obrtniki, bodisi gostilničarji, kovači, lončarji, usnjarji, župani in tako naprej. Lemberg je slovel po svojih obrtnikih in eni izmed najbolj bogatih obrtnikov so bili usnjarji, ki so verjetno imeli tudi svoj usnjarski ceh. Po nekih domnevah bi naj usnjarski ceh dal zgraditi tudi cerkev svetega Miklavža, kajti svet Miklavž je zavetnik usnjarjev in pa tudi zavetnik povodenj. No in usnjarji so bili, glede na to, da so tukaj se odvijali živinski sejmi, so imeli dejansko material na dosego roke in obstajale so 3 usnjarske delavnice v Lembergu. Danes od tega obstaja še samo majhna usnjarska klet, pa upamo, da jo bomo s skupnimi močmi in pa razumevanjem in skrbjo za ohranitev srednjeveškega Lemberga tudi ohranili. Med drugimi obrtniki, ki so nekako najpomembnejši tudi v Lembergu, so bili lončarji, od katerih najdemo keramiko že v 10. 11. stoletju in se šteje med najstarejšo srednjeveško keramiko na Slovenskem, kar je raziskoval arheolog dr. Slavko Siglenečki na nekdanjem gradu Figožar. To keramiko je potem dejansko shranil, jo strokovno obdelal in je sedaj shranjena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Lončarji so tukaj delali in živeli dejansko do 20. stoletja. Zadnji lončar je v Lembergu deloval tam do konca 80. let, pa še nekaj let, do par tistih vzdihljajev. In v muzeju na Rotovžu je ohranjeno vsaj
res redko število teh lončenih izdelkov, ki pa so avtentični in pričajo tudi o obliki, o dizajnu, torej o materialu in potrebah, ki so jih takrat, torej skozi stoletja, ljudje izkoriščali. Med naslednje obrtnike prištevamo kovače. Kovači so bili pravzaprav tudi pomembni obrtniki v kraju, ki so oskrbovali furmane in seveda vse konjske in druge vprege, katere so potovali tu skozi trg. Kovač je v Lembergu živel tudi do konca 70. let. Še zdaj je ohranjena kovačnica, torej kovaško orodje. Žal kovačnica v originalni obliki ni ohranjena, ampak kovaško orodje. Potem so med te večje obrtnike spadajo tudi gostilničarji, predvsem sejemski gostilničarji. V času sejma je bilo v Lembergu veliko gostiln, 4 do 5 gostiln je delovalo v času sejmov, trajno pa 1 ali 2. Še do danes je ohranjena ena sejemska gostilna, torej hiša, ki hrani avtentično stavbo, prostore in pa tudi nekaj gostilniškega posodja, ki je sedaj hranjeno v muzeju na Rotovžu. Med starimi obrtniki se omenjajo tudi žeblarji, ki bi verjetno naj posedovali posest že pred kovači. Potem naslednji so bili steklarji, dejansko steklarji, obrtniki, ki so predelovali pepeliko za izdelovanje stekla. Steklarne so bile pač na prostoru pod Bovčem in bolj v Rogaškem koncu. Lemberški grad se prvič omenja leta 1040 in sicer v zvezi z grofico Hemo Breže-Selško, ki je podarila celotno Savinjsko marko dominikanskemu samostanu v Krki na Koroškem, katerega je tudi sama ustanovila. Pozneje je ta posest in ta last prešla v roke krške škofije in Lemberški grad je bil sedež, torej gospodarski in upravni sedež krških škofov. Torej je že takrat v 11. stoletju in potem v drugo polovico 12. stoletja imel pomembno vlogo na tem področju. In to vlogo in to pomembnost tega središča so izkoristili, pravzaprav so slutili žovneški gospodje, ki so se z Žovneka preselili na Lemberg. Tukaj so potem gospodarili veliko let do začetka 14. stoletja, ko so se seveda že preselili v Celje. Legenda govori, da je okrog trga, torej okrog Lemberga, bilo nanizanih 7 gradov. Po nekih zgodbah iz župnijske kronike in kolektivnem zgodovinskem spominu celo 12 gradov. Kakšno vlogo, kakšno obrambno funkcijo so v bistvu imeli, je nekako še zavito v skrivnost, ampak da so te gradovi obstajali, danes pričajo zravnani vrhovi gričev, to so Figožar, Veternik, Štumberk, Torinek, Prediger, Lengenburg, to je Lemberški grad, Videršnik. To so vrhovi, ki govorijo, ki pričajo, da so dejansko pod temi izravnanimi gradišči obstajali gradovi. Prvi začetki šolskega pouka ali pa šole segajo v prvo polovico 18. stoletja in prva šola je bila v župnijski stavbi pri cerkvi svetega Pankracija. Ker je stavba bila lesena in pretežno v slabem stanju, so šolo potem preselili v sam trg,
v nekdanje župnišče. Kajti, ko je se sedež župnije preselil na Sladko Goro, je župnišče tukaj v Lembergu ostalo prazno in takrat se je šolski pouk nadaljeval v teh prostorih. Vendar pa so morali se Lemberžani, torej Tržani, boriti, da so svojo šolo ohranili ravno zaradi te preselitve župnije na Sladko Goro in zato so nameravali že v začetku 19. stoletja postaviti novo šolo. Prvi začetki teh nove gradnje segajo v tam okrog leta 1825, ki je bil že pripravljen prvi načrt enorazrednice, pritlične enorazrednice. Vendar čez nekaj let, ko je Lemberg izgubil župana in pa tudi Rotoš in pa to upravno funkcijo, je vse skupaj nekako se pozabilo, utihnilo. No in leta 1905 je bila nova šola zgrajena, ne enorazrednica, ampak trirazrednica, tudi s stanovanjem za učitelja. V tisti dobi je to bila dejansko moderna in tudi zelo lepa šola, ugledna arhitektura v stilu pozno klasicističnega avstro-ogrskega sloga. In šola je bila tako lepa, da so ljudje pravzaprav občudovali to zgradbo in nekako spet niso privoščili tako lepe šole Lembergu. V to šolo je prišla mlada in izobražena učiteljska družina Frančiška Zidarja, ki je svojo ženo Marijo Zidar začel poučevati v tej novi šoli. To je bil izjemno napreden učitelj. Že kmalu po odprtju šole je ustanovil dramsko skupino, v šolo je postavil gledališki oder in vzgajal mladino v smislu družabnega in socialnega življenja v tej majhni vasici. Šola je dejansko imela zelo lepe rezultate, slovela je kot dobra šola v tem šolskem okolišu in če pomislimo zdaj, ko je Lemberg dejansko brez otrok, je takrat v začetku 20. stoletja v to šolo prišlo okoli 200 otrok. Seveda je bil šolski okoliš nekoliko večji, ki je segal tudi na Sladko Goro, Pijovce, Krtince, Beli Potok in tako naprej. Torej, Frančišek Zidar je tukaj deloval, torej učil in bil upravitelj do leta 1929, potem pa je njegovo delo in učiteljevanje prevzel njegov sin Milovan Zidar, razgledan, izobražen mlad človek, ki si je tukaj ustvaril družino in v Lembergu nadalje vzgajal in učil otroke do leta 1955. To obdobje med 1905 in 1955 je bilo najdružabnejše obdobje v smislu socialnega življenja v Lembergu. Ker ljudje drugače, okoliški ljudje pač niso mogli Lemberžanom do živega ali jim odvzeti pravic in cesarskih listin in raznih privilegij, so nekako jih začeli zbadati in smešiti. In ena najbolj znanih teh smešnic je ta, kako so Lemberžani bika v Turn potegnili. Ta zgodba je verjetno nastala takrat, torej po prenosu župnije na Sladko Goro, ko je cerkev v glavnem veliko časa samevala, kot ni bila živa iz dneva v dan. V Turnu se je zarasla trava in ljudje so hitro znašli zgodbo, da Lemberžani pač so leni in da niso skrbeli za svojo cerkev in za kraj in tako naprej. No, v glavnem, teh smešnic je zelo veliko. Opisal jih je
slovenski etnolog Niko Kuret, ki jih je leta 1954 izdal v manjši knjižici Šaljive zgodbe o Lembržanih, kjer je zapisanih 33 zgodb, od teh pa je le nekaj lemberških, torej avtentičnih, ravno tako, kakor sem omenila, in potem še nekaj drugih. Danes je Lemberg kraj, torej nekdanji srednjeveški trg, ki nima zunanjega sijaja in srednjeveških elementov, ampak ima v celoti ohranjen kulturno-zgodovinski srednjeveški prostor. V ta sklop kulturno-zgodovinske dediščine spadajo tudi druge morfološke enote, kot so potok, potem poti, vaški vrtovi, vaške lipe in drugi naravni elementi, ki skupaj s prostorom sestavljajo kompleksni srednjeveški prostor. Danes se mi zdi izjemno pomembno, da se ta zgodovinsko-kulturni prostor ohrani in da ga ohranimo, da v bistvu pazimo na vsak košček, na vsak vogal hiše, v katerih živimo, s katerimi upravljamo, da ne bomo za prihodnje rodove prostor uničili in izgubili ta srednjeveški značaj, ki ga je skozi stoletja Lemberg ohranil.